Dr. Marko Bošnjak, ki je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, je prvi Slovenec na tem položaju, celo prvi iz vseh držav, ki so se Svetu Evrope pridružile po letu 1963. Ko je spomladi bil izvoljen, so šli vsi poudarki v smer, da je to velika čast zanj in za Slovenijo, veliko priznanje, in zdaj je z nami. Dobrodošli v NN podcastu, dr. Bošnjak. Pozdravljeni. NN podcast s Suzano Lovec. In dobrodošli seveda tudi spoštovani gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Lepo pozdravljeni tudi vi, vesela sem, da nas spet gledate in poslušate. Dr. Bošnjak, Evropsko sodišče za človekove pravice je vest Evrope, rečete vi. O tej vesti bomo govorila, o sodišču, o človekovih pravicah, tudi o vas in vaši karieri in o pravu in pravici. Vi ste začeli sodišče voditi ta mesec. Kako točno se vaše delo zdaj razlikuje? Zdaj, v smislu, kako se delo predsednika sodišča razlikuje od tega, kar ste bili prej, torej sodnik. Mislim, čisto konkretno, kaj to pomeni recimo za vaš vsakdan. Vemo, predsednik vodi in tudi predstavlja sodišče, je odgovoren za odnose s Svetom Evrope, z državami podpisnicami konvencije, predseduje plenarnim sestankom sodišča in tako naprej. Kaj pa vaš vsakdan? Kaj to pomeni? Ja, moj vsakdan se bo precej spremenil na tej funkciji. Za začetek znotraj sodišča predsedoval bom vsem velikim senatom sodišča, potem bom predsedoval vsem plenarnim zasedanjem, nekaterim drugim pomembnejšim dogodkom znotraj sodišča. Predvsem se bo pa moja funkcija spremenila v razmerju navzven. Bistveno več bo predstavniškega dela v razmerju do držav članic, pa tudi sicer. Recimo jeseni bom praktično vsak teden na kakšni misiji, v kakšni izmed držav članic, na kakšnem pomembnem organu, bodisi bo to uradni obisk uradnih inštitucij, kakšna konferenca in podobno. Prav tako ves čas znotraj sodišča sprejemam, veleposlanike, ministre in podobno. A je kaj takega, kar v bistvu zdaj kot predsednik ne boste delali, pa ste prej delali? Ja, bo zelo pomembna razlika. Recimo prej sem vsak torek sedel in predsedoval sejam senatov, tega več ne bom počel. Čast za vas in za Slovenijo, a tudi odgovornost, tudi to ste poudarjali takrat, ko ste bili izvoljeni v teh prvih intervjujih in izjavah. A ste se s kom zdaj, ko boste predsednik, posvetovali, na kak način upravljati to funkcijo, da bo učinek največji, da bi dosegli to, kar ste rekli, da so vaše prioritete, da v bistvu se še krepi delo sodišča, učinek sodišča, človekove pravice, s prejšnjo predsednico, s kom še mogoče? Ja, mene so izvolili moji kolegi in je to izraz njihovega zaupanja. Torej, predvsem moji kolegi so tisti, ki so moje prvo ogledalo. In van se redno pogledam, moja vrata so odprta, kolegi prihajajo redno. Odkar sem prevzel funkcijo, praktično vsak dan pride nekaj kolegov z nekaj predlogi, kaj bi lahko spremenili, kaj bi lahko dodali pri delovanju sodišča. Zadovoljen sem in srečen, ko vidim, koliko je neke kreativne energije, veselja do dela, veselja do nekih sprememb znotraj sodišča. Nekatere smo že spravili v tek, da tako rečem, nekatere pobude, nekatere pa moramo podrobneje preučiti in bomo videli, kaj bomo z njimi, ampak trenutno sem zelo vesel, ko vidim, koliko je novih idej in nekega vrenja znotraj sodišča, pozitivnega vrenja. Torej, glavni posveti o tem, torej znotraj ESČP-ja, niste koga drugega še vprašali, recimo iz vaše, preteklosti ali komu drugemu, ki mu zaupate, na kak način? Ja, seveda, jaz imam prijatelje, ki niso samo sodišča, ampak so tudi od kje drugod in z njimi seveda kdaj kakšno rečemo, bodisi so to bivši sodniki našega sodišča, bodisi kakšni drugi nosilci visokih funkcij ali pa preprosto prijatelji kar tako. Je pa tako, da stvari, ki so bolj interne in se tičejo internega delovanja sodišča, je pa prav, da se predvsem pogovarjam s kolegi, ki se jih te stvari tudi in da je nek pokrov zaupnosti nad tem, kar se dogaja znotraj sodišča. To pa seveda moramo spoštovati, tako jaz kot oni. Sodnik na Evropskem sodišču ste od leta 2016. Kaj je zdaj drugače? A vidite v bistvu stvari kakorkoli drugače po vsem tem času? Vam se naslednje leto izteče mandat sodnika.
in ni možnosti potem ponovitve tega mandata, k temu še prideva proti koncu pogovora. Ampak ali so se v teh letih nabrale mogoče neke stvari, za katere bi rekli, tega se prej nisem zavedal, ali pa da vas je nekaj zelo presenetilo, da je v vašem dojemanju kaj drugače? Predvsem človek skozi ta leta nabere izkušnje. Tudi skozi to, da sem opravljal različne funkcije, od tega, da sem bil na začetku čisto navaden sodnik tega sodišča, nato podpredsednik ene izmed sekcij, pa potem predsednik ene izmed sekcij, pa potem podpredsednik sodišča in sedaj predsednik. V vsaki funkciji vidiš stvari nekoliko drugače in se naučiš nekih novih stvari. Na začetku, ko sem prišel na sodišče, se mi je zdelo pomembno, da predstavim neko svoje stališče o posamezni zadevi, ki smo jo obravnavali, da skušam prepričati tudi svoje kolege, zakaj bi bilo prav slediti mojemu prepričanju in podobno. No, kasneje sem videl, kako pomembno je, da v velikih kompozicijah, v velikih sestavah, to se pravi 7 ali pa potem kasneje 17 sodnikov na velikem senatu ali pa na plenarnem zasedanju, ko nas je 46, skušaš spraviti ljudi skupaj, kako delovati kot povezovalec. In se mi zdi, da so to neke kvalitete, ki sem jih skozi čas moral razviti in očitno so jih kolegi prepoznali kot pomembne in so me potem izvolili na vse te funkcije korak za korakom. To je nekaj novega, kar se naučiš skozi čas. Sodniki seveda so vsak neka svoja velika osebnost s svojimi prepričanji, stališči, vrednotami, ki so na nek način vendarle tudi označene s tem, od kje prihajajo, iz katerega dela Evrope, iz kakšne pravne kulture, kaj so počeli prej in podobno. In nekako to harmonizirati je en tak poseben proces, ki je drugačen kot na nacionalni ravni. Recimo v nekem manjšem okolju, kjer imamo pravzaprav vsi neka podobna ozadja, čeprav morda različna stališča glede nekih stvari. Evropa je pa en tak čudovit, zanimiv mehanizem, ki je mogoče drugačen od neke izkušnje na drugih kontinentih, je nek kulturni fenomen. In tukaj najdeti načine, razviti sposobnosti, kako to spraviti skupaj, je pravzaprav daje človeku eno posebno zadovoljstvo. Imate občutek, da večina recimo slovenskih državljanov ve, kaj je ESČP in kakšne so njihove pravne možnosti oziroma kdaj se šele lahko obrnejo nanj? Imate ta občutek, da vejo, da morajo biti kar pogosto se sliši, bom šel pa v Evropo, vejo, da morajo biti izčrpane vse pravne možnosti in tako naprej? Ja, tako, jaz mislim, da povprečni Slovenec ve za obstoj Evropskega sodišča za človekove pravice. Prav tako pozna nekatere pomembnejše odločitve, posebej tiste, ki so zadevale Slovenijo na en ali pa drug način. Vedo za primere, ko so slovenski državljani uspešno vodili svoj primer v Strasbourg in tam zmagali in podobno. In se mi zdi, da je to pomembno, da ljudje vedo, da iznad nacionalne ravni obstaja še neka možnost. Zato je bilo sodišče tudi pravzaprav ustanovljeno takrat, ko je bilo. Tako da to je prav, da se tega zavedajo. Prav je, da se tega zavedajo tudi tisti dejavniki, ki v Sloveniji odločajo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ne da je nad njimi modro nebo, ampak vendarle, da obstaja neka nadnacionalna kontrola. Ne govorim samo o Sloveniji, govorim tudi o vseh ostalih 45 državah članicah Sveta Evrope. Je pa tako, da so pričakovanja pogosto zgrešena, ljudje mislijo, sej ni važno, kaj se bo zgodilo v Sloveniji, tako ali tako bom zmagal v Strasbourgu. Večina pritožb pride iz Slovenije ali pa iz katerekoli druge države članice, na koncu niso uspešne. Bi rekel 95% zadev, bodi si iz Slovenije, bodi si iz drugih držav članic, je kasneje razglašenih za nedopustne oziroma pritožnik na koncu ne zmaga. Razlogi, zakaj pride do tega, so različni, pogosto zato, ker posameznik ni izčrpal ali pa ni ustrezno izčrpal pravna sredstva na domači ravni, lahko je tja prišel prepozno, lahko je pritožba očitno neutemeljena iz nekih drugih razlogov in podobno. Slovenija ni nobena velika kršiteljica človekovih pravic, ste rekli spomladi za Večer, in še to seveda ne sme biti razlog, ne more biti razlog za samozadovoljstvo. Vsaka kršitev je kršitev preveč. Zakaj pa se te kršitve še vedno dogajajo v Sloveniji, če smo konkretni?
Glejte, tukaj bi jaz rekel, sta dva razloga. Ne. En razlog je, vsak, ki dela tudi napake. Tako da bodi si pravosodni sistem, bodi si drugi družbeni sistemi, ki ravno tako odločajo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, kdaj naredijo tudi napako. In to je čisto človeško. Pomembno je, da sistem ima mehanizme, kako to odpraviti, priznati napako, ne, in potem odpraviti tudi negativne posledice. Drugi razlog, ki je mogoče bolj takšen, na katerem lahko nekdo dela, ne, je ta, da je mogoče premalo občutljivosti za človekove pravice. Ne? Da včasih ljudje oziroma odločevalci še vedno razmišljajo preveč formalistično o nekaterih zadevah, ne? In ne razmišljajo v kontekstu, da gre pri tem tudi da so v igri tudi človekove pravice in temeljne svoboščine. Ne? In razmišljajo mogoče premalo po vsebini. Ni pa nič dramatičnega. Jaz ne bi rekel, da je Slovenija kakršnakoli sistematična kršiteljica človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če pogledamo, kakšna je situacija v Sloveniji ali pa v Evropi nasploh v primerjavi z nekimi drugimi kontinenti, ne, in drugimi deli sveta, živimo seveda v zelo dobrem svetu, ne, v primerjavi. Ni pa to razlog za samozadovoljstvo, tako kot sem povedal, vedno je dovolj prostora za izboljšanje in vsi moramo delovati v tej smeri. A ste zadovoljni s tem, kako Slovenija v bistvu upošteva odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice? Zdaj velja trenutno za eno od teh držav, ki ni slaba v tem, ne, ki je dobra v tem. Drži, imate prav. Tako je, no, če gledamo zadeve, kjer je Slovenija, ki jih je Slovenija v Strasbourgu izgubila, kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je bilo pogosto tako, da je bila kršitev pravzaprav relativno očitna ali pa lahko očitna že na nacionalni ravni, pa Slovenija je kar čakala in ni storila tistega, kar bi morala v tistem času. Ne? Potem pa, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice ugotovilo problem, se je pa zadeva začela spreminjati in začela spreminjati v pravo smer. Bom dal dva primera, recimo sodne zaostanke. Ne? Tudi pred zadevo Lukenda proti Sloveniji, po moje, navadno branjevko na tržnici, če bi vprašali, nočem biti podcenjujoč, ne, ali v Sloveniji sodni postopki trajajo predolgo, bi rekla, ja, seveda trajajo predolgo. Ne vem, zakaj je bilo treba čakati na Evropsko sodišče za človekove pravice, da nekaj reče s tem v zvezi. Podobno tudi izbrisani. Ne. Imeli smo tudi v končni fazi odločbe Ustavnega sodišča, ki so ugotavljali, da je tukaj problem, pa niso bile implementirane na domači ravni, dokler ni prišlo do sodbe v zadevi Kurić in ostali, ko je potem na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer je potem Slovenija to implementirala. Vsekakor pa lahko rečem, da je Slovenija velja za trdno prijateljico sodišča, ne, da tudi tiste sodbe, ki pomenijo na nek način grenko pilulo, ne, nekaj, kar nam ni všeč, ne, vseeno v bistvu Slovenija izvršuje. Vsaj zaenkrat je tako, upam, da bo tako tudi ostalo. Zdaj, če pogledamo to statistiko, ne, lansko so mediji v začetku leta poročali, ne, da je bila v bistvu 978 tožb proti Sloveniji lani vloženih, kar je največ glede na število prebivalcev. Prej ste mi rekli, da ta statistika še v bistvu nič ne pomeni nujno. Ne? Seveda ne. Zaradi tega, ker te številke predvsem v razmerju do Slovenije, ne, lahko hitro narastejo, pa na to spet padajo. Ne. Te pritožbe, mislim, da so večinoma pritožbe hrvaških ribičev, ki so bili oglobljeni zaradi lovljenja v tistem delu Piranskega zaliva, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji. Ne. Ti ribiči so šli skozi slovenski pravni sistem, vključno skozi Ustavno sodišče, ker niso bili uspešni, so prišli potem zdaj tudi v Strasbourg. Ne. Potem je še nekaj drugih manjših skupin, ne. Tako da recimo preden se je ta problem s hrvaškimi ribiči pojavil, ne, oziroma ta situacija s hrvaškimi ribiči pojavila, ne, je bila Slovenija bistveno nižja, ne, po številu odprtih zadev. Ne. Zdaj je pa to spet naraslo, ko bo enkrat Evropsko sodišče za človekove pravice te zadeve razsodilo, bo pa število spet verjetno precej padlo. Ne. Ko sem jaz prišel na sodišče, je bila Slovenija 10. po
številu odprtih pritožb v absolutnem številu, ne po glavi prebivalca, ampak v absolutnem številu. Potem pa smo padli tam nekje na 35. 36. mesto od tedaj še 47 držav članic. Zdaj smo pa spet narasli, ne, in potem bo verjetno to šlo spet dol. Prav tako število vloženih pritožb ne govori ničesar o tem, ali bodo te pritožbe nujno tudi uspešne. Ne. Recimo pri nekaterih državah, nekaterih drugih državah tudi se potem zgodi, da pride neko masovno število pritožb, ne, in naenkrat tista država po lestvici spleza visoko navzgor, ne, potem se pa to reši, pa potem spet močno upade. Ne. Kaj so po vašem mnenju ali pa na vaše opozorilo največje grožnje človekovim pravicam v Sloveniji? Pa recimo v Evropi. O svetu bova kasneje še govorila. Kot ste rekli, tle so velike diskrepance. Ja, zdaj za Slovenijo pa tudi za vse ostale države članice sveta Evrope. Bi jaz rekel, kršitve se navadno pojavijo takrat, kadar so nacionalni sistemi premalo občutljivi na človekove pravice in temeljne svoboščine. In se to lahko pojavi na različnih področjih. Lahko je to, ne vem, dolžina sodnih postopkov, s katero ni imela in ima sem ter tja še kdaj problem Slovenija, ne? Ampak se to pojavlja v številnih drugih državah članicah sveta Evrope. Pa recimo, ne vem, prenapolnjenost zaporov in tako naprej in tako naprej. Ne. Potem pa pridejo nekatera vprašanja, ki so preprosto nova, bodisi zaradi razvoja novih tehnologij, ko bo umetna inteligenca širše uporabljena, bomo sigurno dobivali take pritožbe. Potem nedavno smo odločili o 3 zadevah na Velikem senatu v zvezi s podnebnimi spremembami. Vidite, ne? In to je neka nova tema. Mi smo bili prvo mednarodno sodišče, ki je zares po vsebini nekaj reklo in reklo precej revolucionarne stvari. In tam, na primer, se marsikdo v Švici sprašuje oziroma celo glasno nerga, ne? Zakaj ste zbrali ravno Švico? Ne? Ravno mi smo največji kršitelji človekovih pravic, ko pride do vprašanj okolja ali pa podnebnih sprememb. Ne? Pejte v Švico, pogledajte, kako tam ravnajo z okoljem, pa pejte potem v neke druge države, pa primerjajte, ne? Zakaj ste zbrali ravno Švico. Mi seveda nismo izbrali Švice, ne? Gre za to, da so pritožnice in njihovo združenje vložile so švicarske državljanke in je švicarsko združenje in so vložile pritožbo zoper Švico. Ne. Če bi živeli, ne vem, na Švedskem ali pa v Sloveniji in tako naprej, bi reševali zadevo, ki bi bila vložena zoper tisto državo. Ne. Istočasno, ne, ko je bila ta sodba, torej, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice Švici naložilo 80.000 evrov kazni, ne, za društvo starejših občank, ki so tožile Švico. Istočasno pa v drugem primeru, ne, ko so mladi Portugalci tožili 33 evropskih držav, tudi Slovenijo, ne, tudi zaradi zelo podobnih stvari, da ne naredijo države dovolj, da zaščitijo njihove pravice, njihove človekove pravice, ki se nanašajo na podnebne spremembe, da ne ukrepajo dovolj, pa ta tožba ni bila uspešna, ne, in sicer zaradi jurisdikcije, ne. Ker v bistvu ne gre, je pomembno, na katerem ozemlju, ne, kot je sodišče razložilo. Ampak hipotetično, če bi slovenski mladi recimo tožili Slovenijo in v Sloveniji izčrpali vse možnosti, da ni naredila Slovenija dovolj, in vemo, da verjetno nobena država ne naredi trenutno dovolj, bi bili uspešni? Torej, v takem hipotetičnem primeru bi sodišče hipotetično odločalo o taki pritožbi in bi hipotetično, če bi bili parametri podobni švicarskim, hipotetično izdalo enako odločitev. Ne? Ampak to je vse zelo hipotetično. Ne? Sodišče bo zelo natančno pregledalo vsakršno pritožbo, ki bi na to temo prišla. Po moji vednosti iz Slovenije ni prišla še nobena, vsaj ne taka, ki bi izpolnjevala najnižje pogoje dopustnosti. Ne? Imamo jih pa kar nekaj zoper nekatere druge države, mislim, da jih je skupaj 10 ali 11 trenutno, no, in ravno zdaj razpravljamo na sodišču, kakšen bo način
obravnavanja teh preostalih in mislim, da nobena izmed preostalih ni zoper Švico primeroma. Ena od stvari, ki jo pogosto omenjate in verjetno spada tudi med te stvari, ko sem prej vprašala, katere so najpogostejše oziroma grožnje za človekove pravice, pogosto poveste, omenjate migracije. Kako pomemben korektiv državam Evrope je tukaj Evropsko sodišče za človekove pravice? Vemo, kaj se dogaja, kako pogosto se kršijo človekove pravice beguncem. Kako narobe tukaj ravnajo države glede človekovih pravic? Je to ena od teh nevralgičnih točk Evrope? Ja, migrantska problematika je ena ključnih, s katero se srečuje Evropsko sodišče za človekove pravice. Sicer v Evropski konvenciji za človekove pravice ne boste našli nobene določbe, ki bi govorila o tem, da ima nekdo kar pravico vstopiti v državo, katere državljan sicer ni. Oziroma konvencija direktno ne ureja vprašanj vstopa v državo, bivanja v tej državi in tako naprej in tako naprej. Ne glede na to pa je razlaga Evropskega sodišča za človekove pravice glede številnih členov konvencije takšna, da je uporabljiva tudi na migrantske primere, na različne načine in skozi leta smo sprejeli ogromno število sodb tudi na Velikem senatu in zdaj situacije so različne. Nekatere situacije so tiste, ki se nanašajo na sam vstop v državo. Ko nekomu niso dovolili vstopiti v državo, niso obravnavali morda njegove zahteve, da bi vstopil in da bi se obravnavala njegova recimo prošnja za mednarodno zaščito. Ja. Potem imamo situacije, ko je nekdo živel v neki državi povsem zakonito, vendar so potem na neki točki zaradi nečesa, recimo zato, ker je storil kaznivo dejanje oziroma zaradi nekih drugih okoliščin odločili, da ga je treba izgnati, pa je zatrjeval, da bo v državi, kamor bi ga poslali, da bi bilo ogroženo njegovo življenje oziroma da bo podvržen nekemu nečlovečnemu in ponižujočemu ravnanju in podobno in vse vmes. Prva zadeva, ki bom predsedoval na Velikem senatu, naprimer, bo v mesecu septembru. Dva kejsa prideta migrantska, zdaj pomembna ste rekli, mislim, da jeseni. Ja, pride en primer septembra, ki je posamičen primer, potem pa pridejo 3 združeni primeri, ki bodo pa verjetno obravnavani potem zaradi tega, ker so tako ogromni drugo leto na začetku leta. Smo morali prestaviti malo datum zaslišanja. Gre za primere zoper Poljsko, Latvijo in pa Litvo. In sicer gre za primere, kjer domnevno, oziroma tako se zatrjuje, da sta Belorusija in Rusija nekako v neki ideji hibridne vojne migrante pošiljale čez mejo proti državam članicam Evropske unije, torej Latviji, Litvi in Poljski. Te države pa govorimo o tako imenovanem push-inu, za politične potrebe tistih držav, po drugi strani pa te države niso dovoljevale, da bi te osebe vstopile in bile noter v teh državah, kjer je šlo za tako domnevni pushback, o tem bomo še odločali. Ljudje so se znašli nekje med tnalom in nakovalom in tako naprej. Kladivom. Ja. Odločate tudi o primerih nasilja na tej poti begunski? Seveda. Držav članic Evropske unije in Evrope, hočem tako reči. Ja, seveda. Imeli smo številne različne primere, na kakšne načine so bili potem migranti obravnavani. Tukaj bi vendarle razločil med pojmom begunca in migranta. Ni še vsak migrant nujno tudi begunec. Pa se vrniva nazaj na temo našega odločanja. Imeli smo številne primere, kjer so z migranti ravnali na načine, ki niso združljivi s prepovedjo mučenja, nečlovečnega in ponižujočega ravnanja. Bodisi so jih na zelo brutalne načine vračali nazaj, bodisi so jih namestili v nekih okoliščinah, ki niso izpolnjevale nekih minimalnih standardov in podobno. Ali predvidevate, glede na nov Evropski pakt o migracijah in azilu, da bo v bistvu teh kršitev še več?
Zdaj, Boste še več? zelo Ja, seveda. hipotetično Ja. opredeljevanje. Ne, tako, za šalo, mi je nek visok sodnik iz neke evropske države, predsednik enega vrhovnega sodišča, rekel tako: veš kaj, zmeraj imaš eleganten način, da se izogneš vsakemu vprašanju, ne. Če gre za komentiranje sodbe, ki je bila že sprejeta, rečete, saj smo vse povedali v svoji sodbi, več kot to sodnik ne smem komentirati. Če gre za zadevo, ki je pendentna, ki je v odločanju pred sodiščem, moraš reči, ja, o tem bomo še odločali, ne smem nič reči, ne. Če gre pa za tako zadevo, ki še sploh ni nikoli prišla, ki je hipotetična, ja, to je hipotetičen primer, ki pa kdaj lahko pride pred moje sodišče, zato ne smem nič povedati. Ja. Tako da, ampak seveda, to je bolj šala. Zdaj, če se vrnem nazaj na vaše vprašanje. Vprašanje je res hipotetično, ne. Jaz sem seznanjen z nekaterimi kritičnimi idejami oziroma kritičnimi ocenami tega pakta. Seznanjen sem tudi z razlogi, zakaj so evropske države, načeloma, zakaj so evropske države štele, da je takšen pakt treba sprejeti. Zavedam se, da je migracijska tematika resna na vseh straneh, ne, tako za tiste, ki so migranti, kot za populacijo, ki je soočena, evropsko populacijo, ki je soočena z migracijskimi toki, da so tukaj zelo občutljiva ravnovesja, ki jih je treba loviti ne samo na politični ravni, ampak na splošni družbeni ravni, na vseh možnih razsežnostih. Tako da zdaj to je seveda hipotetično vprašanje. Naše sodišče tudi sploh ne odloča nasploh o nekem migrantskem paktu kot takem. Seveda, ja. Ampak odloča o konkretnem primeru konkretnega migranta, ki naprimer je bil potem prizadet, domnevno, oziroma zatrjuje, da je bil prizadet z nekim ukrepom, ki izvira iz takšnega pakta. In v takem primeru bo naše sodišče lahko odločalo. Ja. Jaz bi si, glede na to, kakšen je pakt, kar upala predvidevati, da bo pritožb verjetno lahko še več, oziroma jaz lahko hipotetično. Ja. Ne, tudi jaz ne dvomim, da bodo pritožbe prihajale, ne. Kako bomo o njih, kako jih bomo razrešili, je pa drugo vprašanje. Praktično vsaka velika družbena tema počasi pride pred Evropsko sodišče za človekove pravice. Zakaj pravim počasi? Ker navadno mora pritožnik prej izčrpati vsa pravna sredstva na domači ravni in to lahko traja leta, ne. Tako da imamo mi lahko neko krizo, ki se zgodi leta X, ne. Potem pa mi odločamo o teh zadevah, ko je X+4, ne, naprimer, ali pa X+8. Ne. Je pa tako, da imamo pred našimi sodišči tudi možnost tako imenovanih začasnih odredb po pravilu 39 našega sodišča in migrantske zadeve so prav pogosto tiste, o katerih odločamo na tej ravni, ne. Posebej, če je recimo nekdo že v državi in ga država namerava izgnati, naprimer v Sirijo, Afganistan in podobno, ne. Potem se mnogi obrnejo potem na naše sodišče in prosijo za tako imenovani začasni ukrep, začasno odredbo, interim measure, ne, s katero bi državi naložili, da do končne odločitve našega sodišča ga ne izžene v tisto državo. Ne. Kdaj se mora sodnik na ESČP-ju izločiti? Zdaj, da bom pojasnila tistim poslušalcem in poslušalkam, ki mogoče ne razumejo, vi seveda velikokrat glasujete proti Sloveniji, državi, ne, vi ne predstavljate ali zastopate Slovenije, odločate tako kot za vse druge države, pač za vse druge primere, kot strokovnjak, kot pravnik, kot sodnik. Ampak kdaj se pa recimo sodnik izloča? Ko je, recimo, vi ste se verjetno v nekaterih primerih morali izločiti, ne? Ko so bili recimo iz vaših prejšnjih služb, ko ste bili, se temu reče, recimo lahko rečemo okuženi pač z neko tematiko oziroma z nekom, ki ste ga zastopali prej, recimo kot odvetnik. No, kar se tega tiče, je tako. Osnovno izhodišče je, da ima vsaka stranka, ki pride na Evropsko sodišče za človekove pravice, pravico, da o njeni pritožbi odloča nepristransko in neodvisno sodišče. To se pravi, sodnik, ki odloča, mora biti popolnoma nepristranski. In to ne samo dejansko nepristranski, ampak tudi po videzu nepristranski, kar pomeni, da mora stranka, oseba, ki je vložila to pritožbo, pa tudi nasprotna stranka in nasploh vsi opazovalci, nekako zaupati v to, razumno zaupati v to, da je ta sodnik
nepristranski v konkretni zadevi. Zaradi videza nepristranskosti se jaz primeroma odločam v vseh zadevah, ki jih vloži na naše sodišče odvetniška družba Čeferin. Ker sem bil tam odvetnik in partner v svojem prejšnjem profesionalnem življenju, da tako rečem, ne. Poleg tega sem se izločil tudi še kdaj v nekaterih drugih zadevah, ker sem bil z zadevo lahko povezan oziroma bi lahko kdo razumel, da sem bil povezan na takšen ali pa drugačen način, ne. Jaz se držim pravila, da v dvomu absolutno se izločim. Seveda pa ne sme biti razlog za izločitev to, da ti je neprijetno odločati o neki zadevi, ne. Izhodiščno pravilo je tudi, da sodnik mora odločati o zadevi, ki mu je bila v odločanje dodeljena. In jaz kot slovenski nacionalni sodnik v principu, ne, v izhodišču sedim v vsaki slovenski zadevi, ki pride pred senat ali veliki senat. Ne pa na nižjih stopnjah, recimo, jaz bi rekel, da kar krepko čez 90% zadev pred našim sodiščem se reši pred sodnikom posameznikom. Tam pa slovenski sodnik nikoli ne odloča o slovenskih zadevah. Trenutno je recimo za slovenske zadeve sodnica posameznica moja nemška kolegica Anja Zajbert-For. Predtem je bil sodnik Kuris, litvanski sodnik, ne. Jaz sem bil recimo kar nekaj let, dokler nisem postal predsednik ene izmed sekcij, sem bil sodnik posameznik za Madžarsko, na primer. In z Madžarsko nimam nič. Ja, seveda. Mislim, če bi tako rekla v nekem nogometnem žargonu, vi skratka ne navijate za Slovenijo, da bo jasno, ampak navijate za človekove pravice. Ja, seveda. To se pravi, ko jaz odločam o zadevi, ki je vložena zoper Slovenijo, ne zastopam Slovenije, slovenskih interesov kot takšnih in tako naprej, ne, ampak moram objektivno odločiti v sporu med dvema strankama, ki sta na eni strani pritožnik, na drugi strani država. Ne. Zato je bilo ustanovljeno sodišče, ne, da bo res neka objektivna presoja, ne, v zadevi, ko pritožnik meni, da doma niso pošteno presodili o njegovi stvari in mu zato kršili človekove pravice in temeljne svoboščine. Zdaj, zakaj pa vendarle sedim v slovenskih zadevah, ki pridejo vsaj na senat ali veliki senat? Ideja je ta, da bo vendarle nacionalni sodnik torej sodnik izvoljen v imenu tiste države, zoper katero je pritožba vložena, da bo v kompoziciji, to pa zato, da lahko pojasni zakonodajni okvir domače države, ki je lahko pomemben, neke družbene in neke druge okoliščine, ki so lahko pomembne za odločitev. Ker bolj pozna v bistvu razmere. Ja. Ali kdaj na kršitve človekovih pravic vi osebno, zdaj ali prejšnjih službah, življenjih, reagirate tudi čustveno? Vemo, sodniki sodijo, upoštevate dokaze, pač v tem primeru Evropsko konvencijo za človekove pravice, a ne. Mene zanima to ozadje v bistvu. Kako to poteka, ali se vas zdaj kršitve primeri dotaknejo tudi osebno? Na emocionalni ravni, tako bom rekla, ne osebno. Takole bom rekel. Sodnik je človek v celoti. V celoti. In enostavno, ko odloča o stvarih, odloča tudi na temelju vrednot, ki jih ima, nekih prepričanj, ne? In tudi nek pravni občutek, ki ga v zadevi ima, je pomemben. Ne? Tukaj ne govorim o čustvih, kot so jeza, žalost, veselje in tako naprej. Seveda so to lahko posledice odločanja v smislu, si vesel, da se je zadeva tako išla, si recimo razočaran, ker se je tako in tako končalo v neki konkretni zadevi, ker si bil recimo v manjšini, vendar te ne vodi veselje, žalost, razočaranje in tako naprej. Govorim pa o nekih drugih psiholoških momentih, ki so za pravno odločanje ravno tako pomembni. A veste, pravno odločanje ni neko suho branje paragrafov, ne, in njihovo zelo mehanično apliciranje, uporabljanje na okoliščine konkretnega primera. Ne. Zadeva je bistveno bolj kompleksna, bistveno bolj zapletena in bistveno bolj odvisna od posameznika in je prav, da je odvisna od posameznika. Zaradi tega od sodnika. V tem smislu, da kot sodnik
prideš z nekimi prepričanji, vrednotami in si prav zaradi teh in svojega znanja, svojih sposobnosti in tako naprej deležen zaupanja, da odločaš o stvari. Zato sem tudi prepričan, da umetna inteligenca v bližnji prihodnosti ne bo sposobna kompleksnega pravnega odločanja. Ne govorim o odločanju, morda je prav, da počasi jo začnejo uporabljati za zadeve odločanja, ne vem, a je bil rok zamujen, recimo 4-mesečni rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice in podobno. In podobne take trivialnosti. Ampak ko gre za kompleksno odločanje o nekih stvarih, tukaj pa mora biti človek s kožo in kostmi in mesom in vsem, kar ima. Nekatere stvari v življenju so intuitivne in se ne zgodijo nujno po tehtnem premisleku. Ste pred leti rekli za Radio Slovenija, ko so vas vprašali o tem, zakaj ste se odločili za študij prava. Katere stvari so bile pri vas še intuitivno? Recimo, ali je tudi sodniško odločanje? Zdaj ste nekaj rekli o teh psiholoških momentih, pa o tem, zakaj umetna inteligenca ni enako sodnika. Ne? Ampak ali je tudi sodniško odločanje lahko kadarkoli intuitivno? Seveda, v tem procesu odločanja vse to, kar prej govorila, ne sodeluje. Vemo, kaj vse morate upoštevati, preštudirati, kaj tehtati. Ampak ali je tukaj znotraj tudi prostor za neko intuicijo? Ja, jaz mislim, da je intuicija veljaven način spoznavanja stvari, ki seveda ne more in ne sme biti popolnoma samostojna in odrezana od vseh ostalih prvin spoznavanja in obdelovanja stvari. Ne, mora biti povezana s človekovim razmišljanjem, mora biti z nekim upogledom, povezana z upogledom, znanjem in tako naprej. Ne. Če bi nekdo rekel, ja, takole malo bom pogledal spis, pa takole, prvi občutek je tole, ne, imam intuicijo, tole bi morali tako, ne, in to je zdaj rešeno, ne, bi bil to popolnoma napačen pristop. Ne. Vendar mestoma ali pa celo pogosto v kompleksnih zadevah drži, da moraš vključiti tudi neke elemente, ki gredo onkraj nekega suhega, racionalnega razmisleka o stvari. Kajti, če ostaneš na ravni čistega racionalnega razmisleka, se boš lahko zaciklal. Ker so v pravnem smislu lahko neki argumenti povsem enakovredni, ki govorijo recimo za eno rešitev ali drugo rešitev v konkretni stvari. Ti moraš pa presekati tisti gordijski vozel. Odločiti moraš. Ne? In ko si v situaciji, da odločiti moraš, ne, ti seveda lahko pomagajo neka pravila, kot je v dvomu v korist obdolženca. Ne? To si v dvomu, obe strani se ti zdite enakovredni, to se pravi, moraš izreči oprostilno sodbo. To je vse v redu. Ampak v nekih situacijah, ko ti niso niti to vrstna formalna pravna pravila v pomoč, je lahko intuitiven občutek zelo pomemben. Občutek za pravičnost. To je pa še nekaj drugega, bi jaz rekel. Ne? Recimo, eno je intuitivni občutek v tem lahko tudi, a priča laže. Recimo v sodnem postopku pred prvostopenjskim sodiščem. Potem recimo, kaj bi bila dobra rešitev v neki pravni situaciji, recimo, ko sta stranki v sporu, pa imata nekaj prostora za konsenzualno rešitev, recimo prek mediacije. Ne? So zelo dobri tisti sodniki, ki imajo to intuicijo, kje bi pa stranki lahko prišli skupaj. In jo malo povedejo, ne? In spravijo skupaj. Ne? So taki povezovalci. To je recimo lahko tudi zelo dober sodnik. To je vse super. Ali pa recimo jaz kot predsednik kompozicije moram imeti malo intuicije, kaj bi pa bila neka rešitev, ki bi lahko kolege spravila skupaj do nekega večinskega stališča. Tudi tukaj je intuicija pomembna. Ne? Potem je pa seveda tudi občutek za pravičnost, ne? Ki absolutno mora obstajati in je vedno ta dodana vrednost, ki jo ima izvrsten pravnik. To mora imeti. Delno je to nekaj, kar pridobiš z leti in je stvar neke izkušnje, vendar to niti najmanj ni obrtniški pristop. Ne? Lahko v nekih takih zadevah je rok zamujen, pa preračunati dneve, pa tako naprej. Ne? Ampak v kompleksnih zadevah je pa to delno pridobljen in
privzgojen občutek in delno nekaj, kar nosiš v sebi. A bom preveč rekla, zdaj, če bom potegnila malo črto, pa rekla, da mora biti sodnik tudi dober človek. Nujno. Ja. Brez tega ne gre. To je sine qua non, ko imamo pravnike radi latinščino. Rusija je bila leta 2022 izključena iz Sveta Evrope, ne? In zdaj lahko sodite le za primere, ki so glede Rusije pred sodišče prišli, ko je bila še članica. Kako je v bistvu napad na Ukrajino in vojna v Ukrajini, kako sta vplivala na delo vašega sodišča, na človekove pravice in posledično zaradi izključitve, kako vpliva na človekove pravice v Rusiji, ljudi v Rusiji? Ja. Takole je, ne? Rusija je bila izključena zaradi invazije na Ukrajino. Že prej so bile težave z Rusijo, ker ni spoštovala naših sodb v politično občutljivih primerih. Še skozi pa štelo, da v določenih primerih pa ne, in vendarle lahko koristno na nek način vplivamo na procese v Rusiji. No, ta invazija je spremenila vse. Svet Evrope je bil ustanovljen kot skupina enako mislečih držav z enakimi vrednotami. Ne. Ko ena država dejansko napade drugo, o skupnosti vrednot s tisto državo v tistem trenutku žal ni več mogoče govoriti. Mi še vedno odločamo o ruskih zadevah in na tej tehnični ravni je bilo zelo pomembno, da ne bo sporočilo, če se hočete izogniti problemu, ne, z recimo pritožbami pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, pa izstopite ven oziroma naredite nekaj takega, da vas bodo izključili, pa ne boste več imeli problem. Ne? Pritožniki so legitimno zaupali, da bo o njihovi zadevi odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. In to njihovo legitimno pričakovanje treba spoštovati. Potem, mi smo trenutno tudi edini mednarodni forum, ki lahko odloča o odgovornosti Ruske federacije za kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s situacijo, ki je nastopila v trenutku invazije v Ukrajino. Mi smo zdajle 12. junija imeli zaslišanje na Velikem senatu v neki združeni zadevi, združuje več meddržavnih zadev, med drugim tudi en del, ki se nanaša na dogodke po invaziji. Ne? Vse do točke 6 mesecev po izključitvi Ruske federacije, ker 6 mesecev po izključitvi je bila še vezana, ne, s konvencijo. In smo mi v bistvu edini forum. Veste, veliko govorijo o tem, kako bi ustanovili posebno sodišče za Ukrajino, kako bo mednarodno kazensko sodišče odločalo in so tudi tam izdali že priporni nalog zoper Putina in tako naprej in tako naprej. No, mi smo dejansko sodišče, ki že odloča, je že izvedlo zaslišanje, deliberacije in bo na neki točki izdalo sodbo o teh dogodkih. Primeroma. Pred 5 leti ste za nacionalno televizijo rekli, da se v Evropi krepijo težnje v intervjuju, ne, ki so nasprotne človekovim pravicam, demokraciji in pravni državi in da je tudi zato seveda ESČP pomembno. Teh težnj zdaj ni manj, ne, v Evropi. Teh teženj ni manj. Jaz bi rekel, da je to vedno bolj izražen fenomen, ki mu rečejo demokratični zdrs oziroma democratic backsliding, to je nek angleški izraz, kjer gre za skupek enih pojavov v posamezni državi, kjer na različnih področjih upada stopnja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin in stopnja spoštovanja pravne države. Tipičen primer so posegi v neodvisnost sodstva, ki se dogajajo v številnih državah. Je pa tako. Te procesi na srečo niso irreverzibilni. Ne. Pa bom dal primer Poljske, ki mi je posebej dobro poznan, zato ker sem bil sam do imenovanja oziroma do izvolitve za predsednika sodišča, predsednik tako imenovanega poljskega senata oziroma poljske sekcije in smo odločali o vseh poljskih zadevah. Ne. Tam je bilo tako, da so uvedli različne ukrepe, kjer so hoteli doseči, tedanja vlada, kjer so hoteli doseči poslušnost sodstva, tako in drugače. Mi smo skušali pomagati na različne načine, tako z začasnimi ukrepi, kar je bilo posebej revolucionarno, kot tudi s sodbami. Delali smo na nek način z roko v roki oziroma smo šli
v korak skupaj z našim sestrskim sodiščem, sodiščem Evropske unije v Luksemburgu, tam so odločali o podobnih vprašanjih in so sprejeli podobne odločitve, kot smo jih mi. No, na koncu vidimo, danes je situacija naslednja. Nova poljska vlada je obljubila polno spoštovanje naših sodb, zagotovili so, da bodo odstopili od vseh korakov, ki jih je naredila prejšnja vlada in so nedopustno posegali v neodvisnost sodstva. In očitno ta proces je reverzibilen in v njem lahko naše sodišče, torej Evropsko sodišče za človekove pravice, igra pomembno vlogo. Mi dejansko lahko spreminjamo življenje ljudi po Evropi v pozitivno smer. Imeli smo tudi recimo nekatere druge države, kjer so zaradi nezadovoljstva z nami aktualne vlade izražale namen celo, da bodo morda izstopile iz sistema konvencije ali pa saj, da naših odločitev ne bodo spoštovale. Primer Združeno kraljestvo, ki je pa res tako jedrna članica in jedrni model demokracije in pravne države oziroma vladavine prava v Evropi, zasluži vse spoštovanje, ampak je prišlo do takega zapleta. No, nova vlada, ki je pravzaprav bila izvoljena bolj ali manj je sovpadalo s začetkom mojega mandata, je zelo jasno povedala, izstop iz sistema konvencije ne pride v poštev in kakršnokoli odstopanje od naših sodb prav tako ne pride v poštev. Kako pa v optiki sodnika oziroma predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice gledate na slovensko sodstvo, na slovenske sodnike? Imamo situacijo, recimo, ko odločba Ustavnega sodišča, ki se nanaša na sodnike in plače, ni izvršena. Premier je tukaj obljubljal happy end, ki ga ni bilo. Kako gledate na to situacijo? To smete komentirati, Pravzaprav ne. Po več ravneh to ne bo šlo. Prvič, lahko pride primer pred naše sodišče. Čisto konkretno, nek sodnik bi se lahko v končni fazi obrnil pred Evropsko sodišče za človekove pravice. Drugič, čeprav razumem, je po nekem vrhuncu zapletov prišlo tudi do neke odločbe Ustavnega sodišča, ki je bolj ali manj šla v direktno urejanje tega položaja. In tretjič, to je neka notranja zadeva ene izmed držav članic Sveta Evrope in ni prav, da bi predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice kar tako komentiral notranje zadeve posameznih držav članic. Splošno in nepovezano s tem vprašanjem sodniških plač v Sloveniji oziroma s tem zapletom, ki ste ga omenjali, pa lahko povem naslednje. Spoštovanje odločitev sodišč je temelj vsakršne vladavine prava. Na tem stoji in pade pravna država. To je prva stvar. Druga stvar, sodniki morajo biti primerno nagrajeni za svoje delo iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da sodnik mora biti osredotočen na svoje delo, ne sme se spraševati, a bo zanj in njegovo družino ustrezno materialno poskrbljeno. To je tako imenovan alimentacionsprincip, kot pravijo v Nemčiji. To ni nekaj takega, kar sem si jaz zmislil, to je v urejeni, demokratični pravni državi temelj. Potem nadalje, to preprečuje kakršnakoli korupcijska tveganja v sodstvu. Če sodnik dobro zasluži, ga ne bo zanimalo kaj drugega, pa ne govorim, da če ne zaslužijo, potem pa sigurno se ukvarjajo s koruptivnimi praksami, ampak gre za to, da je to čudovita preventivna oziroma primerna preventivna bariera in v končni fazi to tudi ovrednoti, kam sodnik v nekem državnem sistemu spada. Ne vem, če imamo pri nas v Sloveniji dovolj pravne kulture, da bi se zavedali državotvornosti, da mora biti nek visok nosilec oblasti tudi primerno plačan, ker s tem izrazimo neko spoštovanje, ne nujno do tistega Janeza Novaka oziroma človeka, ki zaseda to funkcijo, ampak do funkcije kot takšne. Kako pa gledate ali pa komentirate problematiko tako imenovane neprivedbe pripornikov na sodišča slovenska, kar je zdaj zelo aktualno? Torej, zaradi kadrovskih stisk v zaporih se odpovedujejo obravnave, govori se o možnosti izvedbe videokonferenc in tako naprej. Sodniki so tukaj kritični. Kakšno je vaše mnenje? To lahko?
Spet, to je notranji problem posamezne države in spet bom rekel nekaj, kjer bom rekel, to je nepovezano s konkretno zadevo, pa vendar si vsak iz mojega odgovora lahko ustvari mnenje. Sistem mora funkcionirati. Kazensko-pravni sistem je eden izmed temeljnih družbenih podsistemov in sodi v nek ta državotvorni paket vsakršne države. Skozi to seveda je nedopustno, da neke tehnične ovire ali pa personalne ovire in tako naprej onemogočajo učinkovito delovanje. Jaz se spominjam, ko sem bil še raziskovalec na Pravni fakulteti Inštitutu za kriminologijo, smo izvedli raziskavo o poteku in trajanju kazenskih postopkov v Sloveniji. In tam smo ugotavljali, da je eden izmed pomembnejših razlogov za dolgotrajnost sodnih postopkov to, da imajo težave z zagotovitvijo navzočnosti obdolžencev, včasih pa tudi prič in drugih udeležencev sodnega postopka. To se preprosto ne more dogajati. In se spomnim, ko sem nekemu nemškemu profesorju iz Max Planck inštituta v Freiburgu to razlagal, je rekel, a nimate prisilnih metod? Njemu se je z vidika njegovega sistema zdelo popolnoma jasno, če je problem, ga privedite. Oziroma zagotovite navzočnost. Nekaj že narediti, vse imate sistem. Potem začneš reči, sam to je problem, to je no. Ne, preprosto, treba je zagotoviti, da sistem deluje. Pika. Kako gledate na pravico, tako imenovano pravico do pozabe? Je ustrezno implementirana v nacionalne zakonodaje, se učinkovito varuje? To se mi zdi ena zelo pomembna pravica. Mi smo s tem v zvezi izdali sodbo v zadevi Urban proti Belgiji. Naključje je naneslo, da sem jaz tam bil predsednik Velikega senata, tako da se zadeve zelo lepo spominjam, ker tedanja predsednica ni mogla biti predsednica, ker je bila že na senatni ravni vključena v posamezno zadevo. To je ključno. Danes smo vsi aktivni oziroma se informacije o nas pojavljajo na spletu in drugod. Hkrati pa je z vidika razvoja posameznika in sicer njegovih osebnostnih pravic nujno, da se lahko izloči iz vpogleda javnosti, tudi v neki časovni kontinuiteti. Kar je danes morda bilo nujno, da se ve o posamezniku, mu dajmo čez morda 20 let mir s tem. Si je zaslužil mir in pozabo. Pa so države dovolj naredile? Glejte, to bi človek moral pogledati vsako posamezno državo, vendar glede tega imamo nosilne kriterije že z vidika te naše sodbe Urban proti Belgiji. Mi smo jih postavili zelo jasno in se lahko vsaka država pogleda v ogledalo, tudi v konkretnem primeru in reče, ali smo zadostno zavarovali posameznika in njegovo pravico do pozabe. Na drugi strani pa imamo popolnoma legitimen interes medijev, da poročajo o nekih zadevah. Lahko dam primer za to, da ljudje Urban proti Belgiji jim nič ne pomeni, pa lahko mogoče kratko razložim, zakaj je šlo. Šlo je, torej osnovna težava je bila v tem. Nek zdravnik je v 90-ih letih povzročil eno hudo prometno nesrečo, v kateri je umrlo več ljudi, povzročil je pod vplivom alkohola. Bil je zato obsojen, kazen je prestal, vrnil se je v svojo zdravniško prakso, sodba je bila izbrisana iz kazenske evidence, veljal je za neobsojenega po belgijskem pravu. Na drugi strani je takrat v 90-ih letih, mislim, da je šlo za leto 1994, belgijski časopis Le Soir poročal o nizu prometnih nesreč, med drugim tudi o tej prometni nesreči, ki jo je povzročil ta doktor G, ga imenujemo. No, ta časopis Le Soir je naredil nek elektronsko dostopen arhiv njihovih člankov, kar je nekaj čist normalnega v sferi medijev danes. In vsakdo, ki je danes googlal in je želel recimo imeti preprosto nek termin pri tem zdravniku, doktor G-ju, in ko je pogooglal ali pa je hotel vedeti, kje ima ordinacijo, in je pogooglal njegovo ime, je ven skočil ta članek iz Le Soirja in si je vsakdo lahko prebral o tej nesrečni epizodi iz življenja doktor G-ja. No, ta doktor se je obrnil na belgijska sodišča
in dosegel to, da je belgijski časopis moral anonimizirati njegovo ime v tem članku. Ne? Kar je seveda pomenilo, če bi kdorkoli googlal njegovo ime, ne bo več prišel do tega članka konkretno. Ne? No, urednik, gospod Urban, se je potem obrnil na Evropsko sodišče za človekove pravice, z zatrjevanjem, da je bila prekršena pravica do svobode izražanja medija, ker so rekli, da to je cenzura, če moramo mi v članku zdaj črtati ime oziroma počrniti en del. Ne? No, in potem smo mi v tej naši sodbi razvili kriterije za odločanje, kdaj prevlada ena pravica, pa kdaj prevlada druga. Veste, se zadeve v pravu pogosto niso absolutne in to tudi pojasnjuje, zakaj je to stvar vrednotenja in zakaj umetna inteligenca težko pride stvarim do dna. Ne? In moraš imeti neko določeno življenjsko izkušnjo, določeno globino, določene vrednote, kjer poleg nekih paragrafov, ki jih tam prebiraš, pa premetavaš, lahko odločaš o taki zadevi. O svobodi govora bi vas še vprašala kot predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice. Do kje seže in za koga? Zdaj, mi imamo tukaj tudi bizarne situacije, konkretno v Sloveniji, ko si ljudje, ki v bistvu objavljajo neke rasistične stvari ali pa sovražne stvari, ki širijo nestrpnost, se sklicujejo na pravico do svobode govora. Hkrati pa so bili tudi primeri, ko recimo je bil nek politik strani novinarja, sicer zelo močno kritiziran, pa je hkrati se čutil, da novinar do tega nima pravice. Vemo, kaj je Evropsko sodišče, mislim, da je bilo leta 2014 dokončno odločilo v zadevi Mladina proti Sloveniji, kjer je v bistvu tista zelo znan primer, kjer je bil poslanec prijatelj, ki ga je zaradi njegovega ekspozeja, kjer je v bistvu zelo nestrpno v parlamentu govoril o istospolnih, kjer je bil med drugim označen kot cerebralni bankrotiranac v tem tekstu, in je Evropsko sodišče reklo, da je to dopustno, za razliko od slovenskih sodišč. Ker je šlo pač za ostro kritiko, ki pa je upravičena v določenih primerih. Skratka, na eni strani imamo ljudi, ki širijo sovraštvo, tudi rasistične stvari in mislijo, da je to svoboda govora, na drugi strani imamo politike, ki vsako stvar recimo bi lahko ali pa bolj ostro kritiko dojemajo kot kršitev njihovih pravic. Kje bi vi postavili mejo za svobodo govora? Najprej, sovražni govor ni zaščiten s svobodo izražanja. Ne sodi v polje varstva svobode izražanja kot takšne. Zdaj nastane seveda vprašanje, kdaj gre za sovražni govor, kdaj gre pa za močno kritiko, ki je morda celo žaljiva, mogoče agresivna, ni pa še sama po sebi sovražni govor. Nimava časa, da bi šla v to podrobneje, logično. Ko gre pa za neko ostro kritiko, ki je morda lahko tudi žaljiva do nekoga, oziroma jo naslovljenec razume žaljivo, kot je bila ta zadeva z Mladino, pa gre za to, da je treba vedno gledati kontekst, ne samo tekst. Če se mi ustavimo samo ob izrazu cerebralni bankrotiranac, ali pa v Sloveniji smo imeli znano zadevo pokojnega Saša Hribarja, ko je nekoga označil za turboanus. Če se pogleda samo te besede, so nedvomno ostre in morda preostre. In vedno lahko govorimo o tem, ni mogel najti bolj primerne izjave, bolj ljudne in tako naprej. Vendar, ko gre za vprašanje svobode izražanja, se je treba odmakniti od samega teksta in pogledati tudi kontekst. Torej, kaj je bilo pred tem, kdo je izrekel, zakaj je novinar to napisal? V situaciji recimo pokojnega Saša Hribarja je šlo za vprašanje cenzure v medijih, kjer naj bi njega kot novinarja v njegovi lastni hiši skušali cenzurirati v neki situaciji. Podobno, ko gre za vprašanje tistega cerebralnega bankrotiranca, oziroma izraza, ki ga je uporabila Mladina, je šlo za vprašanje kritike poslanca, ki se je zelo neprimerno izražal o istospolnih partnerjih oziroma o njihovih skupnostih in o ideji, da bi morda oni lahko tudi posvajali otroke, nekaj podobnega. In je treba videti ta kontekst. To se mi zdi, da včasih umanjka.
En moj kolega, pravnik, me je prosil, da vas vprašam tudi, kakšno je vaše mnenje o slab tožbah, na kakšen način uvesti ta inštitut v slovenski pravni red. Imate tukaj kakšno mnenje? Kakšen velik problem so? Glejte, tukaj bi spet težko, ne? Jaz kot predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice pač rekel, kaj jaz menim, pa kakšne so najboljše rešitve. Seveda obstajajo neke najboljše prakse, ne? Vedno kaže pogledati malo čez plot, ne, oziroma čez planke, ne, in pogledati, kako drugi rešujejo neke stvari, s čimer imajo recimo dobre izkušnje. Ne. Tako da slovenski pravni red se lahko gotovo nekaj tudi z tega nauči. Vaša kariera, pojdiva zdaj širše na vašo kariero. Torej, omenila sva že, najprej ste bili na Inštitutu za kriminologijo, potem odvetnik v odvetniški pisarni Čeferin, potem ESČP, zdaj predsednik sodišča. Tudi predavali ste in tako naprej. Katera od teh vlog je v bistvu najbolj Marko Bošnjak? V bistvu, kakšna je razlika? Mislim, ste se tudi vi spreminjali kot pravnik znotraj teh? Če samo pogledam recimo odvetniško delo pa sodniško delo, se meni kot laiku zdi precej različno. Ne? Če bi lahko pač potegnili na neko tako vzporednico z novinarstvom, verjetno sodnika mora zanimati isto kot novinarje to, kaj je res. Ne? To, kar ste prej razlagali, odloča pač, da je pravici ugodeno, človekovim pravicam in tako naprej. Medtem ko kot odvetnik verjetno vam ni bilo treba skrbeti za to, da bo zmagala pravica, ampak da bo zmagal vaš klient. Glejte, vse te faze v moji karieri povezuje ena rdeča nit, bi jaz rekel. In to so prav človekove pravice in temeljne svoboščine. Ne? Že kot raziskovalec in recimo v svojem akademskem življenju sem se s tem veliko ukvarjal. Moj prvi članek, ki sem ga objavil, je bil prav o praksi Evropskega sodišča za človekove pravice v prekrškovnih zadevah. Bil je objavljen v pravni praksi, ko sem bil pravzaprav še dodiplomski študent na Pravni fakulteti v Ljubljani. Potem moje raziskovanje, ki sem ga pač delal tam na Inštitutu za kriminologijo, se je pogosto nanašalo na vprašanje človekovih pravic. Delal sem potem vzporedno na Ustavnem sodišču kot svetovalec, kjer so me kot zunanjega sodelavca angažirali na področju recimo zapletenejših kazenskih zadev. Ravno ko je šlo za ustavne pritožbe se vlagajo takrat, kadar gre za zatrjevanje kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spet smo pri človekovih pravicah. Potem kot odvetnik. Kot odvetnik varuješ pravice svoje stranke. To je tvoja naloga. In med temi pravicami imajo seveda posebno mesto prav človekove pravice in temeljne svoboščine. In tisti, ki so sledili moje odvetniško delo, se bojo spomnili, da sem bil ponavadi posebej zagrizan oziroma posebej tako oster v nekih svojih vlogah, ko je šlo za vprašanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Bil sem primeroma tudi vodja oddelka za ustavno in mednarodno pravo v odvetniški pisarni Čeferin, kjer je šlo prav za zastopanje posameznikov pred Ustavnim sodiščem in tudi recimo Evropskim sodiščem za človekove pravice, pa tudi pred Luksemburškim sodiščem, pogosto ravno v zadevah človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In evo, zdaj smo spet na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, tudi ko sem pač sodnik in sedaj predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice. Vsaka stvar nekako iz mogoče svojega zornega kota, ampak če midva, ne vem, opazujeva zdaj, kaj sem tole mizo in vse, kar stoji tukaj gori, bi mogoče drugače opisala stvari, odvisno od kje bi se postavila z tega zornega kota, vendar še vedno bi govorila o isti mizi. Ampak bom malo drugače vprašala, tako bolj po človeško. Ampak če je vaš klient, pa da ste vi vedeli, da vaš klient laže, se vam ni bilo treba sekirati. Če bi pa kot sodnik vedeli, da nekdo laže, je pa to za sodnika ful relevantno. Veste, zadeve v odvetništvu so bolj kompleksne, kot si jih posamezniki predstavljajo. Verjetno. Bom skušal pojasniti. Recimo, odvetnik in stranka se ne pogovorita najprej o tem, ali stranka laže in kaj je zdaj resnica in tako naprej. Stranka predstavi odvetniku neko svojo verzijo zadeve, ki jo potem odvetnik, če gre pač za neko zakonito in sicer smiselno stvar, potem tudi predstavi na sodišču. Če stranka
od odvetnika pričakuje nekaj nezakonitega, nemoralnega in tako naprej, pač preprosto rečeš, ne, tega se ne grem, ne, in ne prevzameš zastopanja oziroma zastopanje sicer zavrneš. Ne. Sicer pa ne gre za to, da bi bil ti arbiter o resnici, vrtal v stranko, pa povejte mi, res mi povejte, kaj je bilo, no pa a ste to storili, a ste ukradli, niste in tako naprej. Pogosto v pravnih postopkih tudi ne gre za vprašanje resnice, ampak pravne ocene tistega, kar se je zgodilo. Recimo v neki gospodarski kazenski zadevi, jaz sem v glavnem delal kazenske zadeve, ne, je popolnoma nesporna neka serija pogodb in transakcij, ki so se zgodile. Ne. Vprašanje pa je, kako jih oceniš. A jih oceniš kot goljufijo, ne, a jih oceniš kot neko normalno poslovno prakso in podobno. Ne. Ja, vi ste recimo zastopali pač te razpite obdolžence od Dragana Tošića do Mihaela Karnerja, Igorja Bavčarja, Tomaža Lovšeta, Franca Kanglerja. Mislim, da sem nekoč Aleksandra Čeferina že vprašala to na eni javni tribuni oziroma javni prireditvi, a vam je v bistvu kdaj bilo v breme to, da se v javni podobi odvetnika začne za splošno javnost govorim, začne dojemati odvetnika tudi preko tega, kdo so njegovi klienti. A vas je kadarkoli to motilo? Glejte, to je stvar pomanjkljive pravne kulture, ne, če nekdo tako razume. Ja, ampak splošna javnost tako razume. Hočem reči, se pogosto vleče v bistvu neko vzporednico, on zastopa. Jaz sem skušal to pojmovanje vedno razbliniti, ne, oziroma nekaj narediti s tem v zvezi na ta način, da sem svoje delo opravljal kolikor moč kvalitetno in korektno. Ne. Meni, po mojem mnenju, ni bilo mogoče očitati, da bi to počel na neetičen način in sem vedno storil tako, ne, da sem se lahko pogledal v ogledalo, ne, in da so lahko moji bližnji me pogledali v oči in mi ne očitali tistega, kar počnem. Zdaj, če gremo potem na pojmovanje javnosti. Javnost mora razumeti, in to sem razlagal večkrat, ne, da je pravica do obrambe ena izmed temeljnih človekovih pravic in eden izmed gradnikov pravne države. V Severni Koreji gotovo ne boste našli zvezdniškega odvetnika, ki zastopa v kazenskih zadevah obdolžence za katerakoli kazniva dejanja, politična ali pa najbolj navadna. Ne. To lahko najdete samo v resni pravni državi. Zdaj, seveda pa ne boš prepričal vsakega, ne. Številni ljudje so prepričani v naslednje. Prvič, ne, kogar obdolžijo kaznivega dejanja, je itak že kriv. Ne. Nas ne zanima, kaj so dejanski dokazi. Tam smo prebrali v časopisih, da so nekoga aretirali zaradi tega ali onega, sigurno je baraba. Ne. Če ga nekdo zagovarja, ne, je isto taka baraba. Ne. Ker ga zagovarja, verjetno zagovarja to, kar je naredil in opravičuje, da je to prav. Česar odvetnik ne počne oziroma načeloma ne počne, to ni njegova vloga. Ne. In s tem mora živeti in tako kot gasilec se ne more pritoževati, da mu je vroče, ne, tudi odvetnik ne more pritoževati, da je to pač tako. Ne. Da ga vidijo tako, ja. Ja, ker jaz se spomnim, kaj ste vi takrat novinarjem, kaj ste nam kdaj rekli, ne, da v bistvu nam se ne vprašati, koga vi zastopate, ampak da morate vi zastopati vsakega na enak način, oziroma da mora biti za vsakega enake pravice, no, na ta način. Seveda. Ja. Seveda, za vsakogar velja pravica do obrambe, ne glede na to, kaj je domnevno storil in kaj mu očitajo. Glejte, odvetnik nudi pravno pomoč, kot zdravnik nudi medicinsko pomoč. Kako bi bilo, če bi zdravnik recimo odločal o tem, a je nekdo vreden ali nevreden, da mu nudi medicinsko pomoč. Tudi nekomu, ki morda ne živi moralno, idealno, oziroma celo je storil kakšne grde stvari, ne, mu bo nudil medicinsko pomoč, ker mu jo mora po Hipokratovi prisegi. Mi, odvetniki, mi pravniki, ne, pa tudi sam imam v končni fazi še vedno mirujoč status odvetnika, ne, čeprav sem danes sodnik, ne, mi pa vemo, oziroma moramo vedeti, ne, da ni mogoče odkloniti obrambe nekomu samo zato, ker je obramba težka, ne, oziroma ker bi morda bil to nek krivec nekega dejanja. Ne. Se pa verjetno strinjate, da si marsikdo, da tudi tukaj si kdo ne more privoščiti dobrega odvetnika, odličnega odvetnika, odvetnika iz močne
odvetniške družbe in da tukaj verjetno pravica tudi ima več plati za nekoga, ki si lahko recimo najame vas, ko ste bili še odvetnik ali pa nekoga. Ne. Ker vi ste veljali za, to moram povedati, za dobrega, odličnega odvetnika. Ne. Aleksander Čeferin je za oddajo intervju na nacionalni televiziji, kjer ste nastopili pred 5 leti, rekel, da pri vas, citiram, praktično ni bilo izgubljenega primera. Hočem reči, nekdo si lahko privoščil Marka Bošnjaka, nekdo pa ne. Ja, Aleksander je bil zelo prijazen s to izjavo. Jaz sem bil vesel, da sva lahko skupaj sodelovala v odvetniški družbi Čeferin. To je bilo eno zelo pomembno poglavje mojega profesionalnega življenja in sem se tam zelo veliko naučil. Pejmo zdaj nazaj na to, kdo si lahko koga privošči ali ne more privoščiti. Ne? To je izraz siceršnje situacije v družbi, kjer si tisti, ki so manj premožni oziroma imajo manjšo družbeno moč in veljavo, težje privoščijo nekatere dobrine, ki jih sicer ponuja demokratična družba. In to ni prav. Mi moramo delovati kot družba, kot celota na tem, da bodo dobrine pošteno in pravično razdeljene. To se pravi, tisti, ki je bolan in potrebuje zdravnika, da bo medicinsko pomoč dobil in da jo bo dobil na ravni in takrat, kot jo v resnici potrebuje. Ko govorimo o pravni pomoči, bi to tudi moralo biti tako. Države imajo različne mehanizme, tudi Slovenija jih pozna od recimo obrambe po uradni dolžnosti, možnost brezplačne pravne pomoči in podobno. In veste, mogoče je imela javnost kdaj tudi zelo napačno predstavo o tem, kakšni denarji se tukaj obračajo in kdo koliko zasluži. Kazenski odvetniki praviloma zaslužijo precej manj kot odvetniki, oziroma odvetniške pisarne, ki se ukvarjajo predvsem z gospodarskim pravom. Če boste pogledali recimo odvetniško tarifo, ki je sicer dispozitivna, v tem smislu, da se lahko ni zavezujoče, stranke se lahko dogovorijo drugače, ampak če pogledate honorarje, ki jih dobijo kazenski odvetniki, so bistveno nižji od tistih, ki delajo gospodarsko. A ste na kakšen case še posebej ponosni odvetniški? Na koga ste zastopali? Mislim, mi vemo, ste zastopali tudi recimo izbrisane, ne? Absolutno. Ja. Absolutno. Torej, vi ste našteli nekaj strank, ki so bile medijsko bolj izpostavljene, oziroma postopkov, ki so bili medijsko bolj izpostavljeni. Ker so bile kamere pred sodiščem. Ne? Ja, seveda. Ampak sem bil ponosen tudi, ko sem zastopal invalida pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki ni dobil najosnovnejših pravic, ki bi jih kot takšen moral dobiti in je bil v res težkem stanju, pa sem uspel, recimo. Ne. Ravno tako so bili nekateri postopki pred ustavnim sodiščem ali pa čist navadni kazenski ali pa drugi postopki na domači ravni. Ne. Bilo jih je kar nekaj, ne, kjer je bilo posebno zadovoljstvo, ne, da sem videl, da se je šlo v korist mojega klienta. Vam se naslednje leto izteče 9-letni mandat, možnosti ponovitve ni. Ste v najboljših letih, kot ste sami rekli, kar se pravnika tiče, na višku v bistvu moči, volje do dela in tudi vse, kar ste danes povedali, ne, kaže to smer, da o teh stvareh, kako intenzivno razmišljate o teh stvareh. Kaj boste, vem, da ne boste mi povedali, ampak o katero smer razmišljate naprej? Boste ostali v tujini, si želite ostati v tujini? Je tukaj možnost vrnitve odvetništva? Ni kakšne druge funkcije v Sloveniji, ki bi vas zanimalo, mogoče ustavno sodišče? Z februarjem, vam poteče sicer maja 25? Konec maja, ja. Ja, s februarjem 25 se v Sloveniji, mislim, da odpre mesto varuha človekovih pravic. Hočem reči, vem, da ste že odgovarjali za medije, da pač se zdaj posvečate temu, kar zdaj delate in da ne razmišljate, kaj bo čez 1 leto, ampak 1 leto se hitro obrne. Vi imate vse te izkušnje. A lahko vendarle kaj rečete, kaj bi vas bolj zanimalo? Ta odgovor še vedno velja. Ne? To se pravi, jaz, ki sem ga dal, ne? Jaz se posvečam svoji funkciji, jemljem jo resno. A ne? Kaj bo potem, trenutno pač težko rečem. Ne? Imam pa brez skrbi dovolj energije, znanja in vsega ostalega, da bom z veseljem našel eno tako
upam, da primerno profesionalno rešitev. Znotraj prava, politika vas zanima, vas ne bi zanimala? Jaz sem predvsem pravnik, Ja. tako da pravo je moja prva izbira. Okay. Tudi se še niste odločili, ali bi ostali v tujini ali Se zelo dobro počutim v evropskih inštitucijah, ampak tudi v Sloveniji je lepo, tako da težko rečem. In iskreno, neke rešitve, ki bi že bila izoblikovana, trenutno ni. Je ni. Ja. Zadnje vprašanje, torej s pogledom z tega mesta, kjer ste zdaj predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, kot smo rekli na začetku, pač kar je čast za vas, ampak tudi za Slovenijo kot državo, od kjer prihajate. Čast verjetno tudi pač priznanja za slovensko pravo in pravosodje kot tako. A imate kakšno sporočilo za slovensko javnost, tako za na konec? Bodimo ponosni na vse, kar smo dosegli in glejmo z zaupanjem v prihodnost. Ta je v naših rokah, naredimo, da bo še lepša. Hvala lepa. Hvala lepa za gostovanje. Prosim. Hvala lepa tudi vam, dragi gledalke in gledalci. Naslednji teden smo spet z vami.